Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v okviru produkcije Središča za javno zgodovino, oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pogovor, ki mu boste priča, je bil posnet v okviru ciklusa serije z imenom Zimske olimpijske igre Sarajevo 84 in Slovenci. Zakaj? Seveda letos je obletnica tega velikega dogodka, o katerem se je in se še veliko govori. Z vami danes sva Peter Mikša in gost Tomaž Pavlin, ki je glede na temo pogovora glavni razlog našega srečanja. Prisluhnite, zakaj. Letos, kot smo že slišali, obeležujemo 40 let, ko so prvič in do danes edinkrat olimpijske igre, največji športni in nasplošno lahko rečemo globalni dogodek na svetu potekale v državi, v kateri smo takrat živeli Slovenci. Leta 1984 je Sarajevo, glavno mesto Jugoslovanske socialistične republike Bosne in Hercegovine, gostilo Zimske olimpijske igre. Sarajevo je uspelo s svojo kandidaturo leta 1978, 6 let kasneje, torej od 8. do 19. februarja 1984, je v BiH, torej v Sarajevo in okolici, potekala zimska olimpijada. Na igrah smo velik pečat pustili tudi Slovenci, ne samo kot športniki. Vemo, da se je v slovensko in jugoslovansko zgodovino, v jugoslovansko kolektivno zavest opisal Jure Franko, ki bo za vse večne čase tisti prvi, ki je na zimskih olimpijskih igrah za Jugoslavijo in seveda s tem tudi za Slovenijo osvojil odličje. Ampak pomembno vlogo smo na teh olimpijskih igrah odigrali že pri konstrukciji objektov, govorimo seveda o Slovencih, pa pri izvedbi tekmovanj, s čimer smo dodali, lahko rečemo, edinstven prispevek k res veliki, veličastni izvedbi tega dogodka. In torej, ker je danes tema našega pogovora bolj športna, športno-zgodovinska, imamo tukaj v gosteh strokovnjaka za to področje. Torej, z mano je izredni profesor dr. Tomaž Pavlin, ki je predavatelj oziroma profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Je zgodovinar, predtem športnik, ki se je združil tvoj hobi oziroma tudi že kar lahko rečemo prvo službo z resno raziskavo vezano na zgodovino športa. Torej, lahko rečemo, da je pravi naslov za vprašanja, ki bodo sledila. In sicer gremo kar na prvega, torej na prvo vprašanje. Gremo torej z našo zgodbo na kratek skok v preteklost. Navezali se bomo na stavek v uvodu, ki se je glasil, torej, da so prvič in do danes edinkrat olimpijske igre, največji športni in globalni dogodek nasploh, potekale v državi, v kateri smo takrat živeli Slovenci. Torej prvič in edinkrat v državi olimpijske igre, kjer smo bili v tistem trenutku Slovenci. Tomaž, to drži? Kako je bilo v bistvu z olimpijskimi igrami do tedaj? Ja, drži. In imajo tudi zanimivo zgodbo kandidature, torej pridobitve olimpijskih tekmovanj. Na drugi strani se dostikrat poudarja, da je to prva komunistična država, ki je gostila zimske olimpijske igre. Torej, v bistvu druga, če pogledamo celoto, kajti prve so bile v Moskvi 84 zimske v Jugoslaviji. Zanimivo, če bi rekli Forum Biro, Sport, Sovjetska zveza, Jugoslavija, mogoče zdaj simbolno neko tekmovanje spet. Ampak ni bilo ravno tako. Torej, seveda, zimske olimpijske igre so bile potrjene, kot že rečeno, leta 1978, oziroma kandidatura, ampak sama pot do kandidature pa je kar zanimiva. Namreč leta 1976 bi morali olimpijske igre moral gostiti Denver v Severni Ameriki, ki pa je odpovedal. Bil poseben referendum občanov in ti so bili proti. In takrat jih je MOK preselil v Innsbruck, na bližnji Innsbruck. Ampak vzporedno ob tem je pa v Zagrebu, v Sarajevu, padla ideja v nekem ožjem krogu, športnem krogu, če bi Sarajevo gostil olimpijska tekmovanja. Morda malo za šalo, malo za res. Ideja, ki je bila potem predstavljala tudi nekaterim političnim odbornikom v mestu
in je dobila mogoče kar neko širšo, ne javno, ampak tako recimo pogovorno priznanje ali pa neko načelno priznanje. V tem krogu sta bila pomembna, po spominih naprimer Rajka Šugmana, profesor Zečevič, ki je bil profesor na sarajevskem DIF-u, in pa Slovenec Slavko Podkubovšek, ki pa je bil učitelj na tej isti instituciji, ampak je še pred drugo vojno dobil mesto učitelja v Sarajevu in potem po vojni oziroma že med vojno ostal in bil vključen v sarajevsko športno življenje. Vzporedno s tem je pa bila konec 60-ih let narejena neka študija o možnostih turističnega razvoja ali pa turistično-gospodarskega razvoja Sarajeva in okolice. In se je Sarajevo, ali pa se je dala tudi Sarajevo to turistično težo. Prav tako so potem občinske oblasti pripravljale nek načrt prenove mesta, torej seveda problem je bil javni promet, infrastruktura in tako naprej. In seveda zdaj s tem sovpadal tudi ta predlog te ožje skupine. Tako da v Sarajevu se je ideja prijela, malo naivno so mislili, da bi že kar takoj recimo na mesto Denverja, ampak seveda, ko se začeli malo seznanjati, jasno je to proces, kajti kandidatura je vsaj tistih 8-6 let pred, oziroma 8 let je vložitev kandidature, potem gre na Mednarodni olimpijski komite oziroma na ta telesa, se pregleda kandidature in na koncu se izbere med kandidati najboljšega ponudnika. Tako da so se potem odločili za kandidaturo in ta je bila vložena in 78. potrjena. In v sklopu te kandidature so pa povabili tudi Slovence ob neki priliki. Sarajevo je gostil nek športno sestankovanje na temo športa, politike in tako naprej, zlasti športa, ki je potekalo preko Zveze telesno-kulturnih skupnosti. In takrat naj bi ta sarajevski športniki ali pa ta športni krog peljal slovensko delegacijo na Jahorinov, neko kočo, kjer so jih pogostili, na to v drugo sobo in kjer so jim prikazali načrte. Katerega leta je to bilo? To je bilo sredi 70-ih. Rajko Šugman se ne spominja točno, oziroma so se pogovarjali, oziroma ko je bil, bolj rečem, ustni vir, recimo neki diplomski nalogi in študent ni dobro pozel red, kakorkoli. V glavnem, to je moralo biti sredi 70-ih let ali pa blizu vložitve kandidature. Kandidaturo so verjetno vložili 77, vedno se govori samo, ko je bila kandidatura potrjena, 78. Tako da, seveda, Rajko Šugman in ostali so bili presenečeni, napisal je poročilo in ga potem v nekem možnem krogu predstavil tudi doma, tudi politiki, jasno, odziv je bil šokanten. Jugoslovanski. Slovenski, O tem še bomo kasneje, Poznaje tudi jugoslovanski, seveda, No, ampak Slovenci recimo so potem sprejeli to kandidaturo, seveda, začela sva, da je bil odziv šokanten, Rajko Šugman je bil potem klican tudi na SZDL in so mu celo predlagali, naj bi Bosance nagovoril, da ne ravno ne kandidirajo, ampak na drugi strani seveda opcija bi bila recimo, da Slovenija kandidira. Tudi o tem kasneje, No, in kakorkoli, on je temu nasprotoval, politika je pač poskušala preprečiti, in ni. Ampak pozneje, ko je bila kandidatura narejena in dana v izbiro oziroma v proces izbire in potrjena, so ponovno imeli sestanek, torej slovenski športni vrh in sarajevski, in je prišlo do dogovora, da bojo Slovenci polno pomagali organizirati olimpijske igre. In seveda tukaj so bili pomembni športni delavci, zlasti v alpskem smučanju, tudi nordijskem, predvsem tukaj, pa hokej, jasno, da to so bili trije športi, ki so imeli že tradicijo v slovenskem prostoru, tako da moramo poudariti recimo izkušnje iz Vitranca, potem Zlate lisice, pa na drugi strani Planica, pa FIS tekme v tekih v Bohinju, naprimer, pa recimo hokejsko prvenstvo je Ljubljana že gostila 1966 do A skupino. Tako da seveda tukaj je bila neka zaveza oziroma neka obljuba, da bojo se slovenski športni delavci vključili v organizacijo. Ampak eno je organizacija, drugo je pa potem še ureditev vse infrastrukture. In seveda tudi tukaj je padel pomemben del na Slovence, kajti
Moramo priznati, da Sarajevo sicer oziroma Jahorina ni bil nov smučarski center. Ne. Bil že starejši, že pred drugo vojno so bila tam sokolska tekmovanja, tudi enkrat celo državno prvenstvo v smučanju, mislim, da v 30 letih. Po drugi vojni, ne, v sklopu petletk, tudi fiskulturne petletke, je bil načrt, da bi na Jahorini naredili center, smučarski center, ampak to je bolj alpsko smučanje. Ja, z vidika Slovencev verjetno ne tako še zelo razvito, kot pač je bilo pri nas smučišče in to, ampak Sarajevo očitno je imel pogoje za izvedbo v smislu geografskih pogojev, ne, Ja. vemo, okolica Sarajevo je obdano s hribi, ki omogočajo sneg in vse te proge, ne, takšne in drugačne. Zanimalo pa me, torej na nek način lahko rečemo, da so Sarajevčani precej pogumno, samozavestno prišli na idejo, ne, to je tisto večno vprašanje, ne, kako se tega nisem jaz prvi spomnil, ne, ker pač nekdo se vedno tega spomni in tukaj so presenetili v bistvu celo jugoslovansko javnost z samo idejo in javnost je kasneje potem pač pristopila, ne, k tej, torej politika, gospodarstvo, ne, seveda, Ja. če dobiš olimpijske igre, je to za celo državo, regijo, velika stvar tudi v smislu razvoja, ne, države ali pa panoge in tako naprej. Slišali smo že, ne, tukaj, da je bil odziv strani Slovencev na začetku precej torej so šokirani, zadržani, ne. Zdaj, glavni razlog lahko verjetno tukaj vidimo tudi malo na nek način užaljenosti, zakaj Sarajevo, zakaj pa ne mi, ki veljamo v tej veliki večnacionalni državi za v bistvu narod smučarjev, planincev, torej mi smo tisti, ki to gojimo, zdaj pa nam bojo Sarajevčani speljali to. Kako je bilo s to zgodbo tukaj potem, torej od prve ideje, sestankov, predstavitve, do trenutka, ko pa potem se slovenski športni delavci in verjetno tudi politiki in gospodarstvo v zadnji s tem sprijaznili, odločijo, da bojo pa od tega vseeno čim več imeli tudi v smislu sodelovanja. Ja, najprej so skušali recimo celo preprečiti, ne, torej, oziroma en del je bil proti, da bi Sarajevčani to organizirali, da so pač neresni. Ne. To je še pred prijavo bilo, pred vložitvijo. Ja, v sklopu tega, ne, ker ko enkrat bila prijava, to... Tako, ja, potem... Torej, so bili, ne bi šle informacije tudi do Tita, preko Tita poskušali, ampak pač ni to uspel in v sklopu nadaljnjih priprav so se pač morali sprijazniti, da olimpijske igre bo organiziral Sarajevo. Verjetno tudi Sarajevčani, če bi resno razmišljali, se tega ne bi lotili, ne, ampak ker je bilo malo za šalo, malo za res, ne, in je verjetno šla ideja skozi, poleg tega je pa tudi političen del bosanska politika, zlasti v mestu Sarajevo, videla možnost za olimpijado tudi prenove mesta. Že tako so pripravljali načrte o prenovi mesta, o reorganizaciji javnega prometa, o nekem bolj zelenem mestu in tako naprej. In spet z roko v roko bi to šlo tudi dobro s kandidaturo. Ne? Tako da je še en korak zadaj, ki je recimo vplival na same Bosance, da so se odločili resno za to kandidaturo. Ne? Tako da, seveda, politika se je mogla potem umakniti iz tega, ne? In zadeva je šla predvsem po športno-organizacijski plati naprej. Zlasti je bil pomemben, jaz bi rekel pomemben sestanek med športnimi vrhi ZTKS Slovenije in Bosne in Hercegovine. Ne nazadnje, seveda so morali tudi Hrvati in Srbi pristati na to. Zdaj, Srbi sicer zimskega športa nimajo v toliki meri razviti, čeprav so imeli tudi oni nekaj smučišč in oni bi raje videli, da bi šla ta denar za obnovo stadionov v Beogradu, namreč tudi Beograd je bil ena od kandidatov za olimpijske igre. Drugih športov torej, ne? Ampak letnih, zimskih, ne? Ja, seveda, Letnih ja. olimpijskih iger in to je imelo veliko težo, ne? In ta ideja je imela daljše korenine. Ne? Mislim, Aha, torej govorimo o ideji olimpijskih igrah Beograda v sklopu Jugoslavije, Ja. letnih, že prej, Že prej te so in bile potem ideje. Ja. tukaj pridejo Sarajevčani. Tako, in tudi v koncu recimo Jugoslavije je bil Beograd spet kandidat za letne olimpijske igre. Ne. V Sloveniji so potiho mogoče tudi, ali pa v kakšnih krogih so premlevali tudi idejo olimpijskih tekmovanj, ampak očitno je pa zmanjkalo poguma. Ne. Sarajevčani so prišli neobremenjeni in uspeli zorganizirati in zmotivirati sceno. In kako potem Slovenci sodelujejo pri celi organizaciji? Kje smo, lahko rečemo, vidni ali pa tisti, ki smo
dobro, mogoče se ključna beseda zdi malo premočna, ampak ker smo dodali pomemben delež, a je to pri, ne vem, gradnji, torej v smislu gospodarstva ali športno, pri organizaciji, sodnikih, pri torej tistih, ki imajo, konec koncev tudi, kar se snemanja televizije tiče, prenosov in tako naprej. Ja, na več ravneh je slovenski doprinos in to kar močen. Mogoče celo se premalo zavedamo, ali pa je v senci srebrne medalje, prve medalje, ki je smučarija tako težko pričakovala. Torej, po odobritvi ali pa pridobitvi kandidature je bil organiziran najprej začasni organizacijski odbor in potem stalni organizacijski odbor olimpijskih tekmovanj. Ta je imel razne odbore, okrog 8 odborov, naprimer za izgradnjo objektov, za šport, torej športna tekmovanja, za namestitev, za marketing, publicistiko in tako naprej. Varnost, nenazadnje ne smemo pozabiti, pomemben je bil delež slovenskih policistov, ki so bili poslani v Sarajevo, kajti problem varnosti se je že stopnjeval. Na zimskih sicer ne še toliko, ampak recimo poletnih, zlasti, kajti 72 imamo atentat v Münchnu in varnost je postajala vse bolj vprašanje. Pa na drugi strani mednarodno, če pogledava teroristične akcije, ki so bile v 70-ih letih kar pogoste v Evropi in v svetu. Tako da v teh odborih, zlasti za šport in pa izgradnjo, so bili pomembno vključeni Slovenci. Naprimer, brata Gorišek sta sodelovala pri izgradnji nordijskega centra, Janez Pavčič vodil postavljanje prog, potem recimo v alpskem smučanju, vključen seveda je bil Slovenec Slavko Podkubovšek, ki si se živel, ampak recimo Vojteh Budinek, Senčar in drugi recimo, ki so potem tudi vodili tekmovanja, in Peter je postavljal recimo slalom oziroma alpske proge, poleg Jahonine je bila urejena tudi Bjelašnica, kjer so potekale tekmovanja za moške, ženske. Potem drsalni del, pri drsalnem delu recimo je pomembno sodeloval tivolski ledar Nace Sekelj, tudi oče hokejista Matjaža Seklja, in marsikdo od teh je bil tudi recimo več ali pa dlje so živeli v Sarajevu in organizirali. Namreč organizacijski odbor je pripravil en tak recimo dober načrt izgradnje prizorišča in potem organiziranja tekmovanj v nekakvom 3-letnem zaporedju. Prvi 2 leti recimo pridobitev papirjev, torej ureditev vse te papirologije, načrte in tako naprej in začetek izgradnje športnih objektov in na drugi strani seveda tudi na olimpijskega naselja, ker je sprva predvidena obnovitev študentskega kampusa, potem so pa raje novo naselje zgradili in na drugi strani seveda hotelska infrastruktura. V drugi fazi je potem postavljanje prvih tekmovanj, prvi je bil 79-81, potem 81-82, prva tekmovanja kot test prog in tako naprej. In vzporedno priprava tekmovanja, ki so pa sodila kot predolimpijska. Na teh progah. V smislu svetovnega pokala ali so ta evropska, državna? Tako. FIS tekme, ne najvišjega ranga, kakšne FIS tekme, mladinska tekmovanja, predolimpijski hokejski turnirji, ali pa umetnostno drsanje in podobno. Torej, te tekme, kjer se preizkuša vso logistiko, od merjenja časa, beleženja časa in tako naprej, povezava s centralom in pa tudi prvih prenosov. In 83-84 zaključek, torej že v tej drugi fazi so tudi recimo usposabljali kader, in tudi Slovenci so imeli ponovno pomembno vlogo, kajti so bili dobri organizatorji, poznali so recimo dolgobisti potek tekmovanj, torej tukaj rabiš časomerilce recimo v hokeju na klopi, ki beležijo izključitve, na drugi strani za goli, sodnikov in tako naprej. Drugo so pa sodniki na ledu, ti so pa prihajali seveda iz top držav, naši so bili samo linijski recimo, mislim, da noben je bil glavni sodnik. Torej, cela vrsta te infrastrukture je bilo treba urediti in poučiti ljudi, recimo v prenosih so morali usposobiti kamermane, da se lahko sledili akciji in tako dalje. In zanimivo, seveda prenos je potekal preko Jugoslovanske radiotelevizije, ampak vsi republiški centri in 2 pokrajinska so imeli pa nek resor oziroma neko področje, ki so ga prenašali. Slovenci seveda smo imeli alpsko smučanje, drugi studiji pa recimo druga, naprimer ženske na alpskem, potem nordijski del,
Drsanje, naprimer drsanje, mislim, da so Zagrebčani, predvsem Zagrebčani, torej umetno drsanje, hitrostno in pa hokej na ledu. Tam so bile, to je bila pač njihova operativa in pač se motim tudi otvoritev. No, pač šlo je po nekem tem ključu, ki so ga določili. Tako, primerno porazdeljeno. Tako da bi lahko rekel logistično kar tudi uspešno. Ne. Ja, in zanimiva je tule v bistvu resnično vloga Slovencev takšna, ko v bistvu se danes skoraj ne govori o njej, ali pa se sploh ni govorilo o njej. Glih že omenjeni Sekelj je bil ključen v bistvu za pripravo ledu, če se jaz prav spomnim, ker niso imeli domačini znanja priprave ledu za drsanje, za hokej in tako naprej. Ne? In so pač strokovnjake več ali manj iz Slovenije za takšne stvari pripeljali. Sicer Skanderija je imela, je bila možno, je bila kombinirana, so bili lahko tudi recimo hokejski ali pa drsalne prireditve, vprašanje, koliko se to seveda prakticira, ker drugače tam košarka domovala večinoma, ne, Sarajevska Bosna, ja. Ampak ne, recimo te turnirje, že 80, 81, ne, bilo potrebno pripravljati let. Zdaj, ena zanimivost je tukaj še ob ledu, da sta bili dve dvorani, Zetra in Skanderija. Zetra je bila nova, seveda, s to pisto za hitrostno drsanje. In to so lahko različni ledi, ne, umetnostni drsalci, mehkega, hokejisti, trdega, znova hitrostni drsalci svojega, ne, in seveda to je bilo treba naštudirati. Ne. In Naci z dolgoletnimi izkušnjami iz hale Tivoli, ne, je bil zadolžen, mislim, da ga je celo Takač, ki je bil takrat kar pomemben član tehničnega odbora pri Mednarodnem olimpijskem komiteju, da ga je celo on osebno angažiral in tako da je bil Naci kar dosti časa v Sarajevu, torej tudi se preselil dol, ne, in skrbel za ta let. In usposabljal potem domači kader, ki je po olimpijadah prevzel delo. Ne. In dejansko, če pogledamo zdaj tudi hokej, ne, je Bosna kar nekaj let igrala v prvi jugoslavijski ligi, ne, v Zetri. Po olimpijadi. Ja. Torej, kar nekaj objektov je po olimpijadi tudi ostalo, ne, so tudi kakšne tekme, so še ostale. In to se dostikrat pozablja, ne, ali se pa vidi samo bob stezo, danes, nismo imeli boba, ne, tudi takrat nismo imeli bob tekmovanj, tudi sankaških, ne, sankanje na naravnih progah že, ne, ampak na umetnih niti ni imelo tradicije, ne nič, ne, ampak glavna škoda je seveda nastopila z vojno po razpadu Juge, tako da kar nekaj časa je bilo pa drugače to Torej, lahko govorimo, da je bila olimpijska infrastruktura v uporabi in to precej tudi po olimpijskih igrah. Danes imamo seveda pred sabo to opustošenje, ne, ki pa je seveda posledica vojne v 90-ih letih, ne, in potem tega, da niso šli v obnove več, sploh rečemo objektov na Igmanu, Bjelašnici, Jahorina morda še, ne, ampak rečemo skakalne in te objekte, pa seveda Bob steza, ki je danes najbolj verjetno slikana lokacija postolimpijska v Sarajevo. Tukaj se tudi odrazi to, da recimo ti šport, ki je imel vsaj nekaj tradicije, ali pa tradicijo recimo tudi v Bosni ali pa v Sarajevu, ne, recimo alpsko smučanje, seveda se je to nadaljevalo, danes je Jahorina center, kar morajo grejo mnogi Slovenci smučati, ne, pa ne samo Slovenci. Na drugi strani led se je tudi nekje nadaljeval, hitrostno drsanje, ne. In recimo zanimivo je tudi, da če pogledamo pa udeležence, ne, Slovenci so popolnjevali več kot 2/3 reprezentance. Mislim, da od 73 je bilo 59 nekaj takega Slovencev, ne, ostalo ob tem Bosanci oziroma Jugoslovani. In v bistvu v umetnostnem drsanju ni bilo slovenskih predstavnikov, takrat so Zagrebčani dominirali, ampak že kar nekaj časa, ne, recimo tudi plesi do 80 je bila Sanda Dubravčič, ne pa slovenski drsalci. Sploh je bilo malo slovenskih udeležb v umetnostnem drsanju. Potem recimo hitrostno drsanje seveda ni imelo nobene tradicije, je tudi zamrlo, ne bilo bolj samo olimpijsko. Hokej se je nadaljeval in pa seveda smučanje, kot sem že rekel, ampak znova ne skoki toliko, ne, skoke so bolj uporabljali potem za kakšne tekme in se ni, ali pa bi potreboval mogoče več časa Jugoslavija preživetje, da bi se kaj, ker proces vzgoje športnikov zahteva čas, je pa prehiter prišel razpad in pa vojna, ne. Ja, res je, no, ampak greva zdaj, ne, po tem lepem orisu cele zgodbe in v bistvu že izvedbe olimpijskih iger na eno vprašanje, ki se vedno, s katerim se vedno vračamo v bistvu nazaj, ne, torej užaljenost Slovencev ob tem, da so Sarajevčani prišli na idejo za olimpijske igre, ne, v naši neki zavesti, v podzavesti pa misel, da smo mi sposobni to izpeljati in imamo infrastrukturo.
dobro, vemo, ne, Planica, čeprav tudi ni bila v nekem najboljšem stanju, pa takrat še vseeno kar v redu, pa imeli smo Zlato lisico, imeli smo Vitranc, Tivoli z dvorano in tako naprej, ampak a bi realno lahko mi izpeljali takrat olimpijske igre? Je to sploh realna ideja? Danes se pojavlja ta ideja, ampak v povezavi z sosedi, torej z Italijo, Trbižom, Avstrijo, da bi šli v idejo neke skupne prijave, ker bi del olimpijskih iger, torej določeni športi bili pri nas, takrat pa bi konec koncev prevzeli vse te športe. Je bilo to sploh realno, ne? Mislim, da takrat bi bilo realno. Jugoslavija je nekaj pomenila politično, ne? Ker to, če pogledamo to kandidaturo, seveda je neuvrščenost tudi do neke mere prispevala. Ne? Sarajevo je beležil večji obisk kot Lake Placid, ne? V bistvu so bili in vzhod in zahod je bil na teh, ne? Celo več držav, kot je bilo v Lake Placid, mislim, 9 več nekaj takega, to iz tretjega sveta recimo, ne? Ki nima z zimskim športom kaj dosti. Ne? Tako da, seveda, zdaj, če pogledamo ta sredstva, ki so šla za ureditev smukaških prog, bi se namenila tudi v Sloveniji, ne? Ja. Vsaj v tistih letih bi bilo lažje zagotoviti kot mogoče danes, ne? Torej en del infrastrukture je že bil, 2 ledeni dvorani sta že bile, sploh hala Tivoli, ne? Tudi na drugi strani bi se Jeseniška takrat dokončala, dogradila, kar bi bila možnost. Določena hotelska infrastruktura je tudi že bila, mogoče celo boljša kot v Sarajevu, ne? Tako da ves ta plus je potem seveda pobral recimo Sarajevo, ne? Zanimivo je bilo tudi financiranje, kar bi šlo tudi lahko v prid Slovencem, ne? Recimo, če je bil tam proračun v dinarjih, se navaja okrog 4 milijarde 700 tisoč, ne, ko bi bilo to danes v dolarjih, ampak recimo okoli 3 milijarde ne bi prinesel marketing, ostalo so morali pa zagotoviti po nekem tretjinskem ključu republike, mesto Sarajevo in pa potem proračun države. Tako da manjši del ne bi država zagotovila, ne, kar seveda bi tudi začeten kapital, drugo so pa potem pridobivali sredstva zlasti preko podpisa z generalnim sponzorjem. Tukaj je organizacijski odbor imel pogodbo z ABC, ne, to je že obdobje, ko TV prenos dobiva vedno večjo vlogo, ne, in tudi pogodbe se večajo, čeprav bolj v profesionalnem športu kot MOK, ampak tudi MOK je s temu sledil. In na drugi strani seveda marketing kot sponzorstvo do licenčnin za trženje logotipa ali pa označevanje z logotipom olimpijskih iger, olimpijskih razglednic oziroma loterije, torej vsega tega drobnega, kar ne. In je uspel, mislim, organizacijski odbor je uspel pridobiti sredstva, ne, in je končal v plusu olimpijado. Tako da ta ne bil potem namenjen za šport, seveda, ne. Jasno, če to prenesemo v Slovenijo, bi to bilo zelo koristno, ker bi marsikatera smučišča uredili. Seveda, infrastruktura zimska bi se uredila. Torej, zanimiva, ne, torej, na nek način iz tega lahko ugotovimo, da je slovenska, kako se temu reče, ne to, da mogoče celo sramežljivost včasih ali pa ne samo zavest, ki nam pri določenih stvareh manjka, ne, kar so nam nekdaj naši južni bratje prinesli. Oni so imeli drugačen karakter kot mi smo bili znani kot delavni, ki izvedemo, ki se dobro pripravimo, ampak tista glih, ne, končni udarec, ne, nam je pa zmanjkal, ne, in škoda, ne, torej, lahko bi, ne, to je zanimiva stvar. Še zadnjo morda, če bi lahko dodal, morda je manjkal pogum, zlasti, če smo se primerjali z Avstrijci, Italijani. Mogoče se preveč primerjamo tudi včasih, ne, ampak zdaj bolj sedajnost gledava, recimo z pozicije sedajnosti. Kajti recimo Avstrijci so bili tudi skozi, ali pa so skozi skušali nekako negativno poročati, ali pa tudi že poročali o Sarajevu. Saj sarajevske igre so spremljali tudi recimo ocene, da jim ne bo uspelo, in še 83. leta so bile bojazni, da ne bojo uspeli organizirati kakšne zadeve, tudi prenos signala in tako naprej. Marsikaj so še urejali tik pred igrami, ampak tudi kje drugje še to bilo. Še dan danes. In Avstrijci recimo jasno ljubosumni ali pa zato, ker če pogledamo, zimske olimpijske igre so do takrat več ali manj ali v avstrijskem centru, švicarskem, japonskem Sapporu, več ali manj v teh alpskih centrih, ki so seveda težo in ki ne bi bili turistično. Tako mondenost, že sama po sebi, potem pa se pojavi tukaj kategorija, gospodarska, zdaj pa Jugoslavija z nekim turizmom, zimskim turizmom, in to še Bosna. Slovenijo bi se nedvomno toleriral, jasno Planica,
To Ja, je bila renomirana marka, recimo v zimskem športu. Ja, ne, in seveda, priznana. Vitrans top 5 še danes, ne, tistih glavnih. V redu, ampak gremo zdaj še na zadnje vprašanje. In sicer ena stvar, ki je tukaj zelo zanimiva, če se gleda celostno zgodbo olimpijskih iger 84. Če pogledamo slovensko videnje te zgodbe, ne, torej na nek način lahko rečemo, da je Sarajevo naše mesto. Tudi zaradi, in verjetno prav zaradi olimpijskih iger, ker pač je naš šport, naš Slovenec tam dobil olimpijsko prvo medaljo in tako naprej. Torej, v neki kolektivni zavesti je Sarajevo kraj spomina za Slovence, pa če tudi ne leži v našem, torej, v naši državi, na našem, torej, slovenskem ozemlju, ne. Nikoli ni, ali pa zelo redko, no, lahko rečem, da sem veliko zadev pregledal, prebral, pa nisem zasledil naslednje situacije. Torej, da bi bilo konkretno kje govora o tem negativnem pogledu na to, da so nam Bosanci na nek način speljali olimpijske igre, ne. Torej, da pa vemo, da so se v teh kuloarjih slovenski politiki in tako funkcionarji precej kregali tudi na zvezni ravni politični in pritoževali, ampak do nas, do Slovencev, pa v bistvu tega potem kasneje nikoli ni prišlo, ne. V bistvu smo pozitivno sodelovali pri gradnji, izvedbi olimpijskih iger. Zakaj ni prišlo ta trenja ali pa vrenja pred in ob ideji Sarajevčev niso prišla nikoli ven? Je to potem na nek način bilo tudi gledano v tedanji Jugoslaviji kot v kontekstu bratstva in edinstva, gradimo skupaj, delamo skupaj, jugoslovanska zgodba, Slovenci boste na nek način to požrli in potrpeli, ker pa gre seveda vseeno za skupno zadevo. Zakaj lahko rečemo, se o neizbiri slovenski ali pa o tem, da so Bosanci tole prvo, da so speljali zadevo, ni in užaljenosti slovenski, ki je bila prisotna v zadnji, ni nikoli govorilo. Ja, na eni strani, ko je bila kandidatura, ne, je bilo še močno bratstvo in jedinstvo, tako da je kakršnokoli nasprotovanje, ko je enkrat to odobreno in to od vrha navzdol, ne, pač seveda se je šlo prej v neko sodelovanje in izgradnjo in promocijo, ne nazadnje tudi Jugoslavije, vsake olimpijske igre so tudi promocija. Zdaj, na drugi strani seveda so olimpijske igre prenesle tako želeno medaljo, ne, kar je bila nagrada tudi slovenstvu in se je to spremljalo kot naše tudi slovensko. Ne. Ta medalja ima močen pečat. Ne. Želja je bila še po kakšni, ne. Dobro, Primožu se ni šlo, ampak sicer je bil med kandidati, ne, v skokih, kjer je bil Bojan tudi, recimo, ne, čeprav Bojan je bil že v starejši drugi fazi, ne, ampak kakorkoli, ne, bil je med kandidati, Primož pa, recimo v boku Jensa Weisloga, pa Matija Nikenena, ne, recimo, ne. Ampak kakorkoli, bila je zmaga, če bolje hokej, recimo, je bil tudi neko bliž, hokej je po svetovnem prvenstvu 79, da je bilo v Beogradu celo izpadel v C skupino, kar je bil neke vrste porast, ne. Na olimpijadi je spet zablestel, sploh za zmago proti Italiji, ne. In tako, če imamo na eni strani medaljo, Jureta je recimo tudi bila ta neka mala medaljica, ne, zmaga, dobro, če bi še Poljake premagali, bi se borili za 7. mesto, kar bi bil en vrhunski rezultat hokeja, ne. In na drugi strani seveda, ko je bilo konec iger, je šport šel naprej in seveda v prvem planu so bila spet nastopi športnikov. V bistvu s to zlato medaljo, s to težo, ki jo je imel, je šport bil, vsaj slovenski preko smučarija, takoj v mednarodnem športu ima to celo mogoče večjo težo, ne. Po olimpijadi se že pozabi in se že razmišlja o novi, ne. Ja, medalji, tako, ja. V Calgary, ne. Politično pa, ko smo enkrat to sprejeli, ko je slovenski vrh sprejel, je pač to bilo, ne. 80. leta so pa kritična leta, ne. Že inflacija in gospodarske težave so spremljale pripravo olimpijskih tekmovanj, ne, ki so to dražile, recimo samo izvedbo, ampak kakorkoli, ne, kdo bi pa lahko učitelj uspešni realizaciji olimpijskih tekmovanj, ne, pač se je bilo treba naliti čistega vina, zdaj s figo v žepu ali kakorkoli, ne, igre so dejansko
uspele. Ne? Ja. In celo plus imeli. In z velikim doprinosom Slovencev, Ja. tudi kar se tiče številčnosti v reprezentanci. In kot je v tem pogovoru par stavkov nazaj lepo Tomaž povedal, medalja Jureta Franka, ki je bila srebrne barve ali pa leska, je bila zlata medalja, kot si ti prej avtomatično rekel, zlata medalja. Ne. V bistvu srebrna je bila, tako pomembna je v bistvu bila za Slovence. Pustimo Jugoslovane seveda tudi, ne, ampak Slovence, ne, tistem. In ne nazadnje Sarajevčane, domačina, ne, In ki tako. so jo sprejeli za svojo. Tako, Ne, tako. sploh niso razmišljali, ali je Slovenec, ali je kdo. Ne. Tako, Pač bil je takrat volimo Sarajevčan. Jureka više od Bureka, to je Ja. ta znana stvar, krilatica, ki jo še danes povsod lahko zasledimo. Ja, v redu, Tomaž, dragi, spoštovani Tomaž, hvala za tvoj prispevek, v bistvu za tvoje misli pri odstiranju znanih in neznanih, tudi lahko rečemo nekih zamolčanih poglavij slovenske, jugoslovanske športne zgodovine. Hvala, ker si vzel čas in si v bistvu vse to delil z mano, z nami, tvoje znanje in v bistvu tvoje spomine. Torej, drage gledalke, dragi gledalci, vam pa hvala za pozornost in se vidimo. Srečno!